Danes v Hipokratovi kuhinji pripravljamo eno super zadevo. Ne bo neka slana jed, ne bo neka taka čist klasična zadeva, bo pa ena zelo, zelo dobra sladička za imunski sistem. In danes je tukaj z mano Katja Rožman, dietetičarka, ki bo nekaj malega povedala najprej. Čist na kratko malo o sebi, s čim se ukvarjaš. Ja, jaz sem Katja Rožman, drugače zaposlena sem v Splošni bolnišnici Jesenice, tako da se ukvarjam za klinično prehrano. In danes bomo pač predvsem skrbeli za podporo imunskemu sistemu, torej imunski funkciji, zato ker se že približujemo jesenskem, zimskem času in je še sploh fajn, da podpremo delovanje optimalno telesa. In iz sladice dejansko se da to narediti. Ja. In kaj boš pripravila danes? Danes bomo kostanj, ki bo zdaj jeseni tako vsemu na dosegu, za vsakem dvorišču praktično ga Slovenci lahko najdemo in običajno si ga res samo spečemo ali pa skuhamo, danes bomo pa pripravili neke bolj energijske oziroma tudi hkrati imunske bombice za posladkat, ki nam bojo nekaj časa lahko na voljo v hladilniku. No, superca. A se midva kar lotva priprave, ker meni tole kostan res ful dobro diši, tale kostan. Drugače danes smo uporabili bližnjico, pač smo uporabili tega že, ki je že kupljen, ki je že kuhan. Že kuhan. Vse izdelke smo kupili v Hoferju in ti si tukaj noter, kaj si zdaj stresla? V bistvu imamo ful malo sestavin danes za tole sladico, ker tudi jaz nisem nek vrhunski kuhar, tako da jaz tudi poenostavim življenje, tako da imamo zdaj kostan, ki smo rekla, da je že pač trgovinsko predhodno pečen in potem olupljen. Dodala sva mandeljne, dodala bova dateljne še. Se pravi, datlji njihova naloga je za kaj? Njihova naloga je, da nama bo naredila sladico sladko. Sicer je že kostan kot takšen sladek, ampak da ne bomo uporabila pač običajnega kuhinjskega sladkorja, smo dodala še dateljne. Kaj je narobe z navadnim sladkorjem? Dejansko je kostan ful slab za prehransko vlaknino in nama bo tle tudi, nam bojo dateljni pomagali, da dodamo prehransko vlaknino in hkrati sladkorje. Kaj pa sladko? Ne bi mogli kar, ne vem, ena žlica sladkorja, zakaj se ga ne uporablja v sladicah, naprimer zdravih sladicah in nasploh? Nasplošno se z navadnim kuhinjskim sladkorjem ni nič narobe, fajn je, da si kdaj popestrimo prehrano. Pač kuhinjski sladkor ima res samo pač običajen sladkor, tle imamo pa, kot sem rekla, imamo še pač prehranske vlaknine. Na imunski sistem pa, glede na to, da danes govorimo o tem, pa nima nobenega vpliva, ali? Dateljni kot taki, v bistvu glede na to, da so ultrasprocesirani, ne, imamo pa veliko funkcijo na imunski sistem danes v kostanju. Z kostanjem v bistvu dobiva kar konkretno dozo vitamina C, nekje na 100 gramov kostanja, z 100 gramov kostanja dobimo nekje 50% priporočenega vnosa vitamina C, s tem, da je potrebno upoštevati, da smo pač ta kostan mi skuhali, torej je bil termično obdelan in kot že itak vemo, je pač vitamin C ful termolabilen in potem pač nekje 50% oziroma 40%. Kaj pa je termolabilnost, mislim tako? To pomeni, da je občutljivo na toplotno obdelavo. Torej z toplotno obdelavo prizadanemo vitamin C in ga potem, tako če sva rekla, da ga imamo nekje 50% v 100 gramih, ga bomo od tega 40% A ga pa zgubiš še iz tem zraven. In tole si dala pa kaj še noter? Zdaj sva pa dodala še malo začimbnic, dodala sva pač cimet pa ingver, nekje splošno najbolj razširjene dišavnice, hkrati tudi delujejo nekako na imunski sistem in protivnetno v telesu, ker pač kadarkoli je kakšna bolezen sistemska v telesu, se pač poveča vnetje in je fajn tudi z vseh strani. In pol dejansko s temi začimbami in v bistvu tudi s kostanjem in nasploh s sestavinami, ki jih danes uporabljava, podpremo organizem, zaviramo, mislim, v bistvu pospešujemo protivnetne procese in tako. Dobro, vse to v sladici lahko dobiš, da je pa prav fajn. Mislim, fajn je, da to delamo celo življenje, ne bomo zdaj si midva naredila revolucije za to eno sladico, ampak ja, definitivno takrat, ko je pač neka bolezen prisotna, je še sploh fajn, da te stvari ojačamo, pa ukrepimo v prehrani. In zdaj pač malo, se pravi, si dodala? Zdaj bomo dodala samo zgolj zaradi sočnosti en rastlinski napitek, pač imamo tukaj danes mandljevga, ker se še fajn poklopi z mletimi mandlji, tako da, kot sem rekla, pač res smo poenostavila zadevo, tako da tudi ne bova nič komplicirala za samo pripravo, tudi imam ta ročni mešalnik. Lahko v blenderju, lahko ročne mešalnike. Tako, če imate pač dober blender, ga uporabljite, jaz sem pač prinesla s sabo tega ročnega. Drugače še dobra telovadba zraven. To je to, evo, eno z drugim, sladica s telovadbo, vse imamo tukaj. Tako da zdaj bomo samo fajn tole, da se premeša.
Malo da se pogleda. Drugače se stvari res lepo povežejo. Na koncu bomo dodala še čokoladni preliv, tako da bomo tam še na sopari skuhala. A pa drugače, tako kot imamo kostanj klele, a veš drugače, kaj je pri kostanju, kako preveriš kvaliteto kostanja? Kjer je boljš, kjer je... Če ga greš ubirati? Ja. Ja, verjetno po velikosti. Ne samo po velikosti, v bistvu se kvaliteta kostanja potem, če se sveti lupina, bolj, ko se sveti lupina, bolj je kostanj hranljiv. Veš, to pa še jaz nekaj vem. To nisem vedela. Vem samo, da ful hitro zgublja na vlažnosti, pa dlje časa ga skladiščimo. Mislim, da celo 1% na dan, da zgubi vlažnosti. Zaradi tega tudi mislim, da se ga mora skladiščiti v temnih prostorih. Tako. Zaradi tega je fajn, pa če imamo prostor, da ga v hladilniku shranimo, pa nas bo dlje časa počakalo. Tukaj pa vidimo čokolado. Yes. Zakaj pa raba čokolada? Zato, ker imam jaz ful rada. Se mi je zdelo, da ni nič tako. Ne, dejansko bom naredila pač eno lepo glazuro, hkrati bo neka protivtež tej sladkobi, ki so nam jo dateljni dali, tako da bomo naredila pač... A pole morava stopiti čokolada. Tako, ja. Pa najbolj, da se jo kar lotva stopiti. Tako. Dala bova še malo masla za osnovo. Evo, mi da sta čokolada zdaj stopila, krogalce smo vmes že kar začela malo valjati, da jih bova lahko... Kaj bova naredila s temi krogalcami sploh? To se ne je kar tako pa čokolada na žlica zraven. Drugače bi lahko bi jih jedla samo takšne, pač v hladilniku bi se itak lepo formirale, pa se potem več ne bi sprejemale skupaj, bi jih samo povalala v drobljenih mandeljih, ko smo jih itak dodala v sestavino, ali pa pač če ima kdo preferenco za kakšne druge oreščke. Drugače jaz sem si dan zamislila, pač, da bomo s čokolado naredila še eno glazuro, da bo pač malo bolj nobel izgledala. Kaj pa čokolada je klasična čokolada ali imava jedilno? Uporabila sva temno čokolado. Prvo kot prvo, da bomo malo še zabremzala glukozo v krvnem obtoku, torej vsaka 80 ali pa 90% čokolada je bolj prijazna pač našemu krvnemu sladkorju, pač upočasni dvig, pa hkrati danes iz vseh front napadamo na imunski sistem, tako da tle imamo pa potem kar nekaj mineralov, ne. Magnezij kot takšen je eden izmed ključnih, da se dejansko tudi ostali procesi v telesu normalno izpeljajo. Tako. Pa perfektna kombinacija vsega, kostanj, vlaknine, C-vitamin, magnezij v čokoladi, cimet protivnetno, ingver, cela v bistvu bomba. Koliko cajta pa to, na primer, lahko stoji v hladilniku, a to moramo pojesti, tako pač zdaj imava vse kugelce pa pojeva, ali lahko dava Mislim, če hočemo malo merkati na našo telesno maso, jih ne bomo glih vse takoj pojedla, tako da kamot jih imamo v hladilniku nekaj 3-4 dni, pa jih imamo za posladek ali pa tako, ko sem rekla, pa če imamo neko planirano telesno aktivnost, si jo vzamemo za sabo, ja. Okej. Jaz ta čokolada, ki se tole stopi, tako dobro izgleda, ker tole že kar malo probo. Zdaj edino njej sva pomagala z maslom, tako da ni več tako nedolžna, zdaj je to kar konkretna energijska bomba. Da se malo lažje stopilo pa vse, ne, pa da se naredi glazura. Kaj, in zdaj to povaljava noter in pa sva za jesti narediti. Porabimo samo še preizkuševalce. Bom jaz preizkuševalci. Brez skrbi, tole ne bo nič ostalo. Pa cela ekipa se tudi že veseli, da bomo tole lahko probali. Edino, kaj ena ima je ful gosta radila, tako to bo kar konkretna glazura. Se to meni je to dobro. Da vmes tega lekar, ki si naredila že probo. Drugače je, ne? Pač ja. Pa še brezglutensko je, no to nisva povedala, pač dejansko je ful praktično. To pa res ful dobro. Ja. Če vas zanima recept za tole, pa še kako v bistvu spodbuditi svoj imunski sistem, preverite vse te stvari na naši spletni strani.